New York, največje mesto ZDA, kip svobode, nebotičniki, 9 milijonov človeških mravelj, ki živijo razkoščjo luksuznih stanovanj, pa tudi brez njega. Neki banki, kjer je bilo zlata na vagone, denarja pa na tone, sta dva marljiva vlomilca grala vso noč. Kaj pa s temi zelenčki, gospoda? Ta glas, ti se mi od nekod poznan. Alan Ford, slavni agent enako slavne ekipe TNT. Znamo je konec. Vsak dek bi bil za manj. Dobro sklepata. Tu tajni agent Alan Ford. Ujel sem 2 bančna vlomilca. Gre za $10 milijonov. Prosim, pošljite agenta Boba in Marico, da jih takoj pospremi v Sing Sing. Tam boste lahko v miru razmišljala in se kesala. Sprejeto. Čez glavo imam že tih naivcev, ki mislijo, da se kriminal splača tudi v obdobju ekipe TNT. Tajni agent Ford, samo še za vaš avtogram bi vas prosil. Ko pridem vam, ga bom lahko pokazal svojim otrokom. Kako bojo ponosni, da je očija ujel sam slavni agent Alan Ford. Izvoli. Vendar vedi, moj podpis ti ne bo nič pomagal, če se ne boš resno poročil. V zaporu se izuči kakega poklica. Joj, kako mi bojo v Sing Singu zavidali. Mogoče bom lahko vaš avtogram zamenjal za nov vlomilski komplet. Samo en avtogram, samo kodrček vaših glas, samo njegov robček. Glejte ga, kako je lep, kakšne čudovite oči in kakšne lase ima. Jaz bi ga kar pojedla, kako je cartkar, samo en poljubček, ti si naš princ. Na vogalu 5. avenije in 67. ulice. V najslabše oskrbljeni cvetličarnem mestu, v skrivališču najbolj skrivne skupine tajnih agentov, imenovane ekipa TNT. Mesto se je zbudilo, po pločnikih so zagomazili pešci, po avenijah pa avtomobili. Čas, da se seznanimo z junakom. $10 milijonov. Sing Sing. Autogram. Zebe me. Ali lahko zavem, kaj se dogaja? Zakaj mora sredi noči na vas glas kriče, da te zebe, kot da si izjema? O, Bob, sanjalo se mi je nekaj čudovitega. Bil sem slaven. No ja, najbolje, da čim prej pozabim. Tega je izključno kriv Jeremija. Ni pokrpal strehe, mi ga pa naj svojimi telesi ogreva to lukno. Treba bi ga bilo ubesiti. Le kje tiči? Že dolgo ni bilo slišati njegovega tarnanja. Lej ga za lego. On, ki ima vse bolezni sodobnega in starega časa, lepo spi. Sovraži sneg. Z njim prihajajo mraz, zima, led. Že čuti, kako mi ledenijo ušesne nečice. Ah, Bob, treba je raje misliti na zimska veselja. Kamin, ogenj,
Pečenka. Kamin. Ogen. Pečenka. Kamin. Ogen. Pečenka. Kaj je to? Res ne morate dati miru? Ne veste, da bi spala tukaj na skrajta. A zdaj, ko se moramo spočiti pred sestankom z vrhovnim vodjem naše ekipe. Ura je šele 6. Od 10. se stane. Lačen sem! Spa. Bob, prej sem bral, da je najboljše zdravilo proti lakoti en dober okrepčinen spanec. Kaj pa bi malo stegli na kratke? Če bi bilo to res, bi bil najraje trnulčica. Narava mi je dala lep obraz, denar je sicer nič, imam pa stras. Posel mi ne gre, a znajdem se. Delam in živim na strehi stopnice, sem sirota brez staršev, ljubim od deklet. Golobljako ne stane, glaševalec je svet. Redno telovadim in zdrav mi je duh, a le za golobe je dober star kruh. Kdo je naš Alan Ford, naš slavni Alan Ford? Kdo je naš Alan Ford, naš slavni Alan Ford? Kjer je nesreča, tam najdete me, naivnega, skromnega, tako pač to je. Ker moje bogatstvo duhovno je le honorarnega dela, bi branil se ne. Kdo je Alan Ford, kdo je Alan Ford? Telefon prevezuje k sebi domov, linije gradem in prav nič mi ni žal. Službo sprejel sem, a naslova ne vem, se treba poznajti, je edino, kar vem. Odkrili so moj ilegalni SP, spet telefon družba, za vratom mi je. Spet tečem, se skrivam, kot zagan živim, se na poti k uspehu ne omajno godim. Kdo je naš Alan Ford, naš slavni Alan Ford? Kdo je naš Alan Ford, naš slavni Alan Ford? Najlepši, skromen, najbolj naiven. Za ženske je Bog. Najlepši, skromen, najbolj naiven. Za ženske je Bog. Vsakič, ko mislim, da prišel je moj čas, življenje me grobo pljune v obraz. Vsakič, ko mislim, da prišel je moj čas, življenje me grobo pljune v obraz. Najlepši, skromen, najbolj naiven. Za ženske je Bog. Pričakujejo prihod novega agenta Fantoma, človek z odličnimi priporočili je še mlad in ga bo treba preizkusiti. Ko bi se vsaj spomnil naslov, 5. avenija ob 9. ali 9. avenija ob 5. Tu je cvetličarna. Odprto je. Izgleda, da me pričakuje. Dajmo, vse priznaj, umazani pokljaj. Koljeti, če ne priznaš. Mi že vemo, kako te bomo pripravili, da začivkaš. Torej, kdo te pošilja? Alan Ford! Kdo je ta Alan Ford? To sem jaz. Pemec, s kom pa misliš, da govoriš? Z vašim kolegom. Honovi? Sem vam že povedal. Ime mi je Alan Ford, sem propagandist in nekdo me je poklical v mojo pisarno. Kje ima svojo pisarno? Ja, nimam je. Zdi se mi, da tu nekdo nekoga vleče z rost. Okej, Popa, vidim, da ne namerava spregovoriti. Dajmo ti zadnjo šanso. Kdo si in kdo te pošilja? Ne, vse bom povedal. Ime mi je Alan Ford, sem propagandist. Tiho, Pemec, streljaj!
tem. Klik! Tudi to preizkušnjo je preživel. Oprosti zaradi teh nasilnih metod, ampak se veš, kako je v našem poklicu. Spričo toliko barat. No, agent, zdaj pa na delo, ne? Dali ti bomo ime MRF 212 333 tip 17. Dobrodošel med nami. Nisem noben tajni agent. Tiho, to znamo na pamet. Slabo, ime pa ni samo izmišljeno. Alan Ford, tako bledo in neopasno. Res mi je tako ime. Tesno. Zdaj pa se odloči, ali boš delal za nas, ali pa umri. Kaj bo? Kot propagandist? Pa ne, kot tajni agent. Sprejmem. Išči manj streljanja, ker pomni, ubijati je treba z golimi rokami. Vsak naboj stane 16 centov. A to je bilo več let nazaj. Zdaj je Alan Ford ugleden in nepogrešljiv član ekipe TNT, ki mirno spi, medtem ko se pripravlja velika nevarnost. Boga
vrgel olupka iz avta, milijonar v avionu, ne smeti sredi parka, milijarder na jahti, ni pločnika ne maže. Vse to so ljudje, ki dobro jim kaže, saj kazen pravična, že reveže čaka. Kazen v obliki superjunaka, ki krade revnim, bogatim podarjal in s tem bo čistejše okolje ustvarja. Ker kazen je vzgojna, naj bo še dvojna. Vsakemu revežu bom dvakrat ukradel, s tem bogatašu bom dvakrat pomagal. Smrt vsem, ki brez denarja mi ceste smetijo. Živeli vsi, ki razkošno živijo. Živeli vsi, ki razkošno živijo. Kot se spomnite iz 16. številke, ekipa TNT je spoznala vrhovnega vodjo v zelo skrivnostnih okoliščinah. Svetličarna, prosim. Da, vaše visočanstvo. Da. Seveda. Da. Čisto sam sem. Čisto. Da. Osebno sem poskrbel. Osebno pride, da. Kako ne bi? Nič ni narobe, nič. Vse imam pod kontrolo. Ki jo imam na svoji krvi, se mi tu in tam vendar ne obrestuje. Grem k številki 1, kjer se bova pogovarjala o pomembnih vprašanjih. Varujte mi bazo, medtem ko me ne bo. Kaj to pomeni? Stop right there. Nikamor ne gre se. Subordinacija, grožnje. Nezadovoljni smo, ker o naših zaslugah pri vplivu stoletja niste informirali številke 1. Prav, omenil vas bom, zdaj pa studi, da ne zamudim. Tako je. Tudi mi bi radi spoznali vodjo. Radi bi vedeli, na čigav oltar polagamo naša življenja. To se ja ve, na oltar domovine. Hočemo videti vrhovnega liderja. Tako je. Naša ad hoc komisija je tako sprejela. Od tega sklepa ne odstopamo. Se to je upor. Exactly tako. Upor. Prav, zaklenite in gremo. Ne verjamem, da bo to razveselilo ljubljenega vodjo. To bomo šele videli.
starčkom, ki bo gre zelo napročje. O, ni kar tako, fantiček. No, že kar nekaj vode je preteklo. Ampak v spominu je vse jasno kot danes. Zdaj vam bom vse lepo povedal. Ja, starija, dajmo daj. Ja, starija, dajmo daj. Ja, starija, ne bi smisel. Ja, starija, dajmo daj. Dajmo daj. Ma ne bi smisel. Otroci moji, dobrodošli. Uživajte ta zrak, ker je zastonj. Medtem, ko se gostite z vodo, pa zgodovina kratkočasju bo. Spominiki so čisto sveži. Kot da bilo je včeraj mi je pred očmi. Ti, kvar je to, mene s tabo. Ti, kvar je to, mene s tabo. Ja, starija, dajmo daj. Ja, starija, ne bi smisel. Dajmo daj. Dajmo daj. Ma ne bi smisel. Kako sem Ramzesa spoznal svinko in v Babilonu sem jezike učil. Kako Ahila bacil sem v peto in Jurečku Cezarju sem kocko skril. Dajmo daj. Dajmo daj. Ma ne bi smisel. Ko Arturju sem pljunil sabljo in z Merlinom sem iz grada pil. Ko skridel sem Ivano Orleansko in zakupaj znašel 100 zdravil. Dajmo daj. Ma ne bi smisel. Da Vinciju sem risal skice, Mona Lisi pravil nasnevice, Danteju sem pokazal kroge in v pivu z vikingi namakal noge. Dajmo daj. Ma ne bi smisel. Kolumbu sem odzvrl jajce, Malier je bil zadrsko puh, Napoleonu v visokih petah sem predlagal gremo Waterloo. Se mi posveti. Številka ena, glava je zdena. Dajmo daj. To je res. 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 Spomnite se. Se mi posveti. Številka ena, glava je zdena. Dajmo daj. To je res. 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 Spomnite se. Se mi posveti. Številka ena, glava je zgubljena. Naše mesto ogroža superhik. Ropar, ki svoje žrtve omami z alkoholnim zadahom. Čudak, ki krade revnim in daje bogatim, je sinoči oropal avtobus upokojencov. Policija dava v megli. Podrobnosti na strani 15. Na pomoč, superhik me je olupal, glava mi je zlobno potezo. Ne to me dokonji dihtel ne sposobi. Lopov operira tudi že v zdravstvu. Na pomoč, superhik je vzel mojemu sinčku album Živalski svet. Tam njegov smrad je nevzdržen. Tale superhik pa že resno konkurira Siru Oliverju. Nikakor ne. To je prvovrsten nos, kateri že nadalec zavoha popolnega idiota, kakršen ste vi. Kakšna nesramnost, predrznost in neuzgojenost. Greva, Liki, če se ne boš zmenil zanj, bo mogoče šel prav. Daj mi to! Kaj je to? Daj mi! Potolažite, dobri dečak, stupar je tu, da pomaga bogati.
prinašati ga super, ki krade revnim in daje bogatim. Očka, premislil sem si. Ne bom maškara, to me ne zanima več. Hočem kaj bolj resnega. Na sedežu službe, ki bi bila slavna, če ne bi bila tajna. Kaj se dogaja? Ura je 10, pa ni še nikogar. Kje pa so tvoji? Tudi jaz se čudim vaše visočanstvo. Da se bo še malo bolj čudil. Kje pa je Grunf? Tukaj bi moral biti pred... 27 sekundami. Zadnje čase je postal celo on nemaren! Stojte, tukaj sem. Pozdravljena še inače. Grunf je prispel. To vidim tudi sam. Povej raje, zakaj ni agenta Forda. In kje tiči agent Rock? Agent Jeremija? In Oliver! Gospoda, 3-urno zamudo ste se le zbrali. Kdor hodi, ne teče. Mogoče je to najboljši rezultat v zadnjih 5 mesecih. Ja, kaj morem, če mi je v nas super baraba ukradel površnik in ga dal nekemu antipatikasu. Poklical sem vas zaradi naloge, ki je veliko bolj nevarna od vseh dosedanjih. Čas je, da si prislužite plačo. Plačo, ja. Radio. Tukaj je radio New York. V našem lepem mestecu, v času, ko že diši po snegu, skrivnostni neznanec, v plašču s kapuco vinske barve, ki se ujema z barvo njegovega nosu, še naprej jemlje levežebrazno drobnarijo in jo nosi bogatašem. Vsaj ne pa pusti vizitko, na kateri piše: kradem revnim in dajem bogatim. Neki ubogi starki je pred pol ure zaplenil bonze za 100 večerje v božnici. Pravkar pa nam poročajo, da je siromašnemu vojnemu veteranu kradel leseno nogo. Dodajte k temu še bobovo ogrinjavo. Kradel je tudi ogrinjavo in umetni nos neki maškar. Ki je obranil pokojnino. Očitno gre za schizofrenika s paranoidno-požigavskimi tendencami. Fantje, od zdaj naprej pred spanjem obvezno zapiramo okna in zaklepamo vrata. Norec, ki krade revnim, je res na nevarnost. Drži? Sam smo idealna žrtev! Predlagam umik, zdaj še časten, povekom. Sramotna smrt. Kar se tiče superhika, ga skušajmo ignorirati. V proračunu nimamo predvidenih sredstev za... Zase tudi ne. Policija je obkolila kraj dogodka. Razpisuje veliko nagrado. Nagrado? Nagrado? Za njegovo glavo. Trežno ali pijan. Stane bi mu plačal, kar pa ne bom ničel. So omenili kako nagrado? Zdaj pa nismo slišali do konca. Šefe, a si ne bi kupili radija? Zdaj smo odvisni od soseda. Potem bi bili pa neodvisni. Nije policije brez radija. Sinor, če bi imeli radio, bi takoj vsi vedeli, da smo policija. In tako bi sprava napovedali vsa naša začetna prednost, ki jo imamo s svojo anonimnostjo. Je nagrada. Poslušajte me, šefe, saj ne bi hotel, vendar ali se vam ne zdijo te superhikove metode, ki bi spominjali na selo sra Oliverja? Excuse me, Bob Rock. Brigaj se za svoje posle, usta pa odpiraj samo pri jedi. Sram te bodi, Bob Rock. Si upaš takole dvomiti v svojega sodelavca, s katerim si delita slavo in gorje. Zmuj se. Slavo in gorje si res deliva, plena pa nikoli, ampak če mislite vse eno... Nagrada. Da vidimo.
za te besede zaupanja. Klik. Kaj je to? Nekdo je ugasnil Kaj smo plačali elektriko? Seveda ne, saj smo priključili na tramvaj. Kdo me je loptil po glavi? Mene tudi. Mislil sem, da gre za vaš vzgojni ukrep. Glejte, nekdo je popisal steno. Super hik je bil to. Tukaj je bil super hik, ki krade revnim in daje bogatim. Super hik nas je uropal. Prižgite luč, takoj! Šaj se! Moj voziček. Moj voziček. Kam je izginil? Moj voziček. Pa berite me že enkrat naprej. Moj voziček. Prekletna voda. Ko si so prešli drzno poželiti moj voziček. Moje maščevanje bo strašno. Strašno. Gospoda, pretrpeli smo še en udarec. Ne bomo si vdahnili, dokler ne speremo tega madeža z imena ekipe TNT. Zato napovedujem Superhiku totalno vojno! Dokončne osvoboditve vozička! Svoboda vozičku! Ljude svoji pa na nalogi tajni, mi smo te agenti neomajni. Če jaz rečem levo, jaz za stekom desno, pa obstaja puno, hoče zmagovati in izgubljati svet. Če preživi se časno, sramotno zemljo gre, ljude svoji pa in bili sami. Vsi bi nas poznali, če ne bi bili tajni, ljude svoji pa in bili sami. Vsi bi nas poznali, če ne bi bili tajni, če bi bili poznali, agente Kike. Se načiti moraš naše svete vaše, dobroti da ne teče, vzvih vačni budar, govori na taj drugače, ne vidiš čuda, ljuda svoj kiva, agente Kike, če te nam zavi težka, srečimo vremena, da snimam niti dolarja, jaz snimam niti centa, svoj kiva vedi, znak je naša renta, da cena kot dragata, resnico vam prodamo, starejše kako svinka, da sreče vam znamo, dovolje su vedi, ni gladna, Sveta na nek ubedi, dolje svojih igrat, to beseda nek ubedi. Svoje knjiga na nalogi tajni, mi smo te agenti neromani. Svoje knjiga na nalogi tajni, mi smo te agenti neromani. Svoje knjiga na nalogi tajni.
Vesel, ko bom sporočil novico. Končno se mu lahko nekoliko prikupim. Si res videl moj voziček? Ni ga mogoče zamenjati. Še letnica je na njem. 1500. Datacija je sicer diletantska, ampak... Sir Oliver! Kot priznani zbiratelj raritet, poskrbite, da se moj voziček vrne pod pravo zadnjico. Prav vzvišena milost, permit mi, da dodam ščetrci svoje domiselnosti. Imam idea. Predlagam, da se preoblečem v superhikovo uniformo, oropam bogatega strminarja in tako nesem zmedo in dezorientacijo v vrste bogatašev. Sir Oliver, odlična ideja. Videl sem, da ste mojsterski izvedenec za lastninska vprašanja. Izdaja, sramota, Oropov je bogataša, naj ga scvrejo. Kako se je superhik tako spremenil? Ne razumem, videti je bil tak poštenjakar, ta zamenja plašč, značaja pa ne. Nemogoče! Pravi superhik tega nikoli ne bi naredil. Gotovo gre za prevaro. Nekdo mi hodi v cilje. Ampak superhik vam bo pokazal, da z njim ni šale. Malo posluha, prosim. Vrnil se je, da še mene ukrade. Gospoda, prosim vas, verjemite mi, da nisem zagrešil tega idiotskega ropa. Nekdo me oponaša. Očitno bi se nekdo rad okitil z mojim perjem. Ampak super, se ne bo dal. Izbrisati moram sramoto, ki je zadela moje dobro ime. Super. Ne laži, nič vredneš. Pripravljen sem opraviti preizkus s detektorjem laži. Karkoli, samo da vam dokažem, da sem žrtev podle prevare novega posnemovalca. Prav, preizkusili te bomo. Tule je naslov cirkusa, ki se je nastanil na mojem ozemlju. Ne moram se iznebiti, saj redno plačujejo najemnino. In zaradi njih na svojem ozemlju ne moram postaviti steklenega nebotičnika. Prav, garantiram vam, da bodo že jutri plačilno nesposobni. Tako jih boste lahko mirne duše vrgli na cesto. Upam, to ti je zadnja priložnost. Super, bo opravil svojo čast. Izbrisati moram sramoto, ki je zadela moje dobro ime. Super, zaščitnik bogatih se vrača na sceno. Kameradi, pozor! Meine
serum za neutralizacijo alkoholnega diha. To je šele prototip. Ne sem opazil, ja. Za dana sredstva pozdravi Tudeš. Če ima kdo še kak predlog, ne dam z njim. Ne bi bilo boljše, če bi pokazali svojo superiornost tako, da se sploh ne bi menili za tega kronika. Današnji dan me je izmučil, posebno psihično moram reči. Nočem se pritoževati, ampak dejstvo je, da to je super hikom. Kaze. Veš, mu ne bomo kuhali. Svoj bomo savdali. Videli bomo vse, kar je naš. Tišina! Slaboumneži, slabovidneži, slabo mi je, ko vas gledam. Nočem vas videti, dokler ne ujamete tega gnusnega superhika, ki si je drznil napasti ekipo TNT. Ampak kako? Saj ne vemo, kdo je. Tajni agent Ford. Superhikove fotografije sicer res nimamo, ampak vedno smo naleteli v njegovi bližini na tistega smetarja. Ampak smetar je debelo prase. Superhiko je v svojem trikoju jo postavil. To sem opazil tudi jaz, draga moja desna noga. Pa vendar, smetar je sumljiv. Gotovo kaj ve. Pripeljite mi ga. Če ne moremo ujeti superhika, ujemimo smetarja. Kako? Nastavili mu bomo past. Kje je največ smeti? Cikličarni? Tam, kjer so živali in otroci. V cirkusu. V cirkusu? Ja, v cirkusu, ja. Celotno ekipo TNT z Grumpom vred pošiljam na cirkuško turnejo. Oh, please. Zaradi smetarja je potreben ves ta cirkus. Ma saj ne gre za cirkus. Cirkus je samo kamuflaža. V resnici smo nasledi superhiku, ki se pojavlja v bližini tistega debelega smetarja. Zato se moramo maskirati v cirkuške artiste. Artisti? Mi pa res nimamo sreče. Zakaj pa ne? V vohunski vojni so dovoljena vsa sredstva. V cirkus. Pridi, draga dama in gospoda. Prišla je velika, grandna, galja cirkus v vaše mesto. Otroci, če se vas še kala, pa vas mama peljala v naš cirkus. Karta velja soldi 10 centi, a za 10 centi nemate kaj kapiti v gradi. A cirkus, da biste trajno uspomnili. Pridi, draga dama in gospoda. In prav ste slišala, imamo tudi priklikavca s slonovskim rilcem. Iz mene se prav nišče ne bo delal vrca. Jaz ne sem imel svoj ponos branil, samo še enkrat mi pride pred oči. Umiri se, kaj se bodo mislili obiskovalci? A bomo začeli? Hočemo človeka kumara. Kje je to spet? Denar nazaj? Bua, začnite ali pa denar nazaj. Na vse spoštovana publika, še malo in začela se bo naša predstava. Predstava polna kljovnost, akrobata, žonglerjev, zveri in
ponos, che sanno ni cos, ni so i ni lo, ni vos i ni vos. Nos je pred nosom in nosi ga sam, ponosno na nos, nosiljanca pora. Nos je štrlina, ponos in vrlina. Nos je obaj, je boljši od vina. Noslanje ponosno, odnos, ki je znosen, smrtljanje zanosno. Na nos, ki je rosen, vse to je nos. Vse to je nos. Vse to je nos. Na zvrček, kariček, to moj je ponos. Vokalček, sredinček, le to je moj nos. Noseč us na nosu, v cirkusu se mrkam, le nosu sledim, le naga podrkam. Nos je ponos, ki samo ni kos, ni sok in ni luk, ni pos in ni kos. Nos je štrdina, ponos in vrlina. Nos je obaj boljši od vina. Zdaj pa zahtevamo absolutna tišina, kajti naslednja tačka je smrtna nevarna. Prihaja gruf, neustrašen kratilec levo in adamačevalec krakadiva. Za danes da ne pripravil svoja tačka iz Simba. Tra-la, ta-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 ta. Gruf levi kralj. Gledalec, prosim, naj se ne premikajo, kajti zdaj prihaja strašna Simba. Simba! 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 Simba, bitte schnell.
Kaj za vas? Kako pa veš, da je Superhit? Ukradel je našo blagajno. Ti, hitro, smeti! Bogataši so čisto drugačni. Oni imajo čistočo radi. Pripravite se na poljub smrti. Ga z maske nosi! Sir Oliver, odličen udarec. Superhit Šepančka, well done. Po moji zaslugi. Sweet dreams. Pazite, Johannes, predlagam, da ga najprej onesposobimo. Njegov alkoholni zadak je prenevaren. Predlagam, da uporabimo tvoj serum za neutralizacijo alkoholnega diha. Kje je moje ogrinjalo? Vrni ga! Zdaj pa mu hitro snemite masko. Hoče ga videti, kakšen je v resnici. Kot sem domneval. Za to masko se je skrival pometačev obraz. Bravo, Sir Oliver, v teh težavah ste se odlično odrezali. Pravi mož na pravem mestu, v pravih čevljih, v pravem času. Vaša presvetlost, I'm very grateful. Te besede so mi včasih pogubne. Se že spujam! Kaj se dogaja? Kakor da me je zapustila moč. Superhik, ni te več. Vzeli smo ti vso alfa energijo. Kaj? Torej so vsi moji načrti splavali po vodi in moj san je šel po kobe. Jaz pa bom namesto zavetnik bogatih navaden pometač. Prej zapornik! Ampak zakaj bi ti, ki si revež, vzel v bran bogataš? Zakaj? Ker sem smetar, jasno. Pa kako me ne razumete? Kdo svinja naše mesto? Bogataši ali ubogi reveži, ki si ne morejo privoščiti avtomobila ali taksija? Se potikajo po ulicah in odmetavajo vse sorte svinjarije. Ti pometaš, reveži za tvojim hrbtom pa pridno smetijo. Ali ste kdaj videli bogataša, da bi iz aviona vrgel papirček? Ali gospoda v limuzini, da bi skozi okno pljuval prške od lubenice? Tako so se mi bogataši priljubili in reveži zamerili. Kaj pa je s tvojim nadnaravnim alkodihom? Kako je to, da se ti je kri tako rekoč spremenila v alkohol? Do tega je prišlo pred letom dni. Bil sem jezen na ves revni svet. Osamljen in potrd sem se sprehajal po neki samotni ulici ob nekem vinskem skladišču. Ne vem, kaj se je zgodilo, mogoče so kaj umešali v cisterne z vinom. Vsekakor je na lepo prišlo do strahotne eksplozije. Poslavil sem se od življenja, vesel, da mi ne bo treba nikoli več polikati. A namesto, da bi umrl, sem na lepem v sebi začutil silno moč! Moč 100 pikov in še 6 krav. Ravno takrat se mi je približal nočni čuvaj, da bi me pobral. Vprašal me je, kaj se je zgodilo. Ko sem odprl usta, se je mož nezavesten zgrudil na tla. Tedaj sem doumel, kakšno moč imam. Nadnaravni alkodih! To moč se lahko napajal zgolj z vinom. Vsak dan sem moral dotankati hektoliter vina. In ker sem mi vtipkal celo, sem si izbral vzivek super.
gospoda. Slišali ste žalostno vest. Izgubili smo junaka, ki nas je razumel, a v naših srcih in v srcih vsakega bogataša bo ostal živ in večen spomin na našega junaka. Superhika. Slavo. Roki pravice smo izročili kralja podzemlja Superhika in Grunfauserum, ki mu ga morajo obrizgati vsake 3 mesece. Zato smo dobili denarno nagrado $100,000. Žal pa se je nekje 1/4 izgubila. Povejte mi, Sir Oliver, kako je mogoče, da se na leto izgubi $25,000? Mi znate pojasniti ta fenomen? Honestly rečeno, Your Highness, zbegan sem prav tako kot vi. Mogoče se odgovor skriv v nenehni inflaciji. Torej, če smo to opravili, se bom rade volje eliminator... Samo še trenutek, poštenjaka. Dovolj šale. Ta denar nekje mora biti in samo vi ste ga lahko kam skrili. Dajmo s denarjem na plan. Se zavedate, da govorite z angliškim nobelmanom? Sleci ga. Bi se malo razkomotili, Sir Oliver? V moji domovini bi bil dvoboj nujna posledica takšne žalitve. Young man, veliko sreče imaš, da poleg tebe stoji eden najboljših izvedencev za lepo vedenje, kar jih je kdaj izvozila vrla Anglija v to barbarsko deželo. Končno smo zalotili Sira Oliverja z roko v tujem žepu. Prav je, zakaj pa nikoli ni hotel deliti plena z nami. No, da ne bom motil tega razčiščevanja, se bom raje odmaknil. Kam se pa tebi tako mudi? Bolje biti 100 let milijonar, potem tega želiti ubiti. Zdaj lahko greš. Jaz se pa vračam v svoj laboratorij, da me čaka velik kup načrtov in skic. Znanost ne more čakati. Tudi ti, Grunf? Res si me razočaral. Potem sem se malo tipat papir, sem pač znanstvenik, Igor Radoveden. Jeremija? Kaj si prejle stlačil v rokav? Ampak vaše visočanstvo, saj nisem. Sam dolar sem vzel, za Boga na prodajo sendviči za 25 centov, pa sem mislil, da bi imel za nas 6. To je državni denar, ne moremo ga tako razmetavati. Tako. Čestitam, fantje. Uspelo nam je zbrati vseh izgubljenih $25,000. Čeprav je zasluga še najbolj meni, vas bom vseeno nagradil. Dobro, veste, da se materialnost nikakor ne more meriti z bogatstvi duha. Zato bom še enkrat povedal tisto o Indijancih. Najprej bom povedal uvodni del, potem pa bom nadaljeval zgodbo. K meni je prišel general Kast. Rekel sem mu, ne